Cerkev, dragi prisotni, dragi poslušalec, lepo vas še enog pozdravljam v imenu gorstanjenoga Jezuša Kristuša. Dnes je binkušna nedela, že smo čuli, rojstni den cerkve, spomin na tisti dogodek, da se je izpolnilo to, ko je Jezus obećal svojim učencom, kada je poslal nadomestnika, kada je poslal tistoga, šterede z učencami vse dni do konca sveta, do tretjo božansko osebo. Bog Oče, Bog Sin, Bog Duh Sveti. In znate, moja molitev za vse nas je, kad to ne da samo eden den spomina. Ne da samo spomin na tisti dogodek, pač pa osebno doživetje vsakoga med nami. Kamo izpunjene so v nebeškov močjov v vsakom dnevi in vsakom trenutku našega življenja. In tako smo te pripravljene na vse preizkušnje, s katerimi smo se mogli srečavati. Znate, na podlagi toga z močjo Svetega Duha smo tu skozi preizkušnje šli zmagovalci. Smo šli zmagovalci. Zbrali smo se, ko prisluhnemo Božoj besedi. Ko prisluhnemo tome, ko ima ona povedati v vsako naše življenje. Apostol Jakob tako pravi, tako piše v svojem pismu glede Božje besede. Jakobovo pismo, 1. poglavje, 22. Tako štejmo, tako je zapisano. Neko je pravim, pač pa tako je zapisano v Božjoj besedi. Jakob 1, 22. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. In dragi moji, da poglednem v moje krščansko življenje, se moram vsikdar znova in znova pitati, ali sem resnično uresničevalec Božje besede. Ali je moje celotno življenje usklajeno s tem, ko od mene Bog skozi njegovo reč pričakuje. Ali je moje življenje usklajeno s tem, ko tu noter piše. Če ne tako, znate, te imam eden problem. Te imam v svojem življenju eden problem. Jakob pravi, kad tisti, šteri ne uresničuje Božje besede, torej tisti, šteri ne živi tako, kako imamo zapisano v njej, živi v enoj samoprevari. Sami sebe varajo. Tako je zapisano. Na takšen način, dragi moji, pa žal ne moremo dosegniti večnega cilja v nebeškem kraljestvu. Prvi smo imeli biblijski krst in smo praktično videli uresničevanje toga, ko je zapisano v Božji besedi. V Markovem evangeliju 16. poglavje in pa 16. vrstica so Jezušove besede, njegovo naročilo je tam jasno zapisano in to piše, kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen. Kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. In znova smo tu pri istoj tematiki, kot Jakob pravi, znova smo pri uresničevalcih Božje besede. Božja beseda, dragi moji, je tu zelo, zelo jasna. Nik še dvojnosti glede toga, ko pravi najprej vera v to, ko pravi Sveto pismo in potem to udejaniti v svojem življenju. Gnes v tom času je žal dosta tistih, štiri so to, ko pravi Jakob v drugom delu, samo poslušalci. Samo poslušalci in ko se tako izrazim, zelo površni poslušalci. Žal, mnogi so zelo površni poslušalci, ko se tiče Božje besede. Niti prav ne čujejo, ne poslušajo prav, ne ščejo čuti, ko šele, ko bi to vrvali, ko bi to sprejeli v svoje življenje in tako te
dole živeli. Jezus je ob enoj priložnosti zelo slikovito opisal takšne ljudi. Pravi tak, oči imajo, pa ne vidijo. Oči imajo, pa ne vidijo. Ja moram očale nositi, kao ovak ne bi videl štete. Ja. In te dole pravi, vuja imajo, pa ne čujejo. Ko je v tvojom osebnem življenju glede uresničevanja Božje besede? Kak je na tom področju? Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. Draga bratja, draga cerkev, vstanemo gor in preštejmo Jezušov odgovor na vprašanje, štero njimi je postavil eden učitelj postave glede toga, ko je Bog zapovedal. In v Matejovom evangeliji v 22. poglavju od 36. vrstice naprej do 40. imamo zapisane te razgovor med Jezusom in pa tem učiteljem postave. Matejov evangelij 22 od 36. do 46. Tu tako piše Božja beseda. Učitelj, katera je največja zapoved v postavi? In ti Jezušov odgovor, rekel mu je, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna, ali je njej enaka, je istovetna s to prvo zapovedjo. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč, štero si nam njav zapisano kot vodilo za naša življenja. In hvala je tebi, ka imamo to privilegijo, ka leko poslušamo tvojo besedo, leko razmišljamo od njej in ne samo, ka razmišljamo od njej, pač pa jo leko po duhi tvojom svetem, šteri nam pomaga v tom, jo leko udejanemo svojo življenje, da eno razumete tvojo reč in jo resnično preneste v svoje življenje. Blagoslovi vsakoga prisotnoga, vsakoga poslušalca, šteri posluša tvojo besedo, ka bi po duhi tvojom razumu toliko posluša in začel tak živeti. Amen. Amen. Leko se nazaj dosedete. Tu v tom preštetom tekste se pojavlja vprašanje od tistom najbolj pomembnom v postavi, v Božoj besedi. Ko je najbolj pomembno, ko ima največjo veljavo. Tako, če bi te učitelj želo izpostaviti vrstni red prioritet. Ko postavim v svojem življenju v ospredje. Mogoče si to lahko tako predstavljam, to je najvažnejše, to moram 100% delati, za vse druge stvari pa kako bude, bude. Vendar Jezus to mi učitelj odgovarja, ka malo tako povem, na enoj drugoj valovnoj dolžini. Jezus ne postavlja stvari na drugo mesto. Ne, Jezus ne postavlja stvari, ka bi bili menje vredne. Jezus goči o uresničevanje Božje besede v komplete. V komplete, v celote nas poziva, ka noj uresničujemo Božjo besedo in noj živimo to, kako on pričakuje od nas. Jezus goči od toga, ka mi ne moramo ene stvari favorizirati, postaviti više, druge stvari pa mogoče, če da čas, prepustiti na ključi, pa mogoče, če da čas, če da priložnost, temu tu na tom področju začel nekaj delati. Ne, Jezus ne goči od toga. Jezus odgovarja. To mi učitelji pravzaprav na dveh nivojih samo. Ne na dveh različnih področjih, pač pa na dveh nivojih. In teva dva nivoja sta v istoj ravnini,
v istoj ravnini. Jezus njemu najprej pravi, koga mora v svojem življenju postaviti na prvo mesto. Što mora v mojem, v tvojem življenju biti na prvo mesto, kaj bi ti vse drugo lahko štimalo? Kaj bi ti vse drugo lahko bilo na pravom mestu? Što mora biti na prvo mesto, kaj ti vse drugo na pravom mestu? Samo ena črka razlike, prvo ali pa pravo. Ja, Bog želi, no znamo, što mora biti vladar v naših življenjih. Ko je v tvojem osebnem življenju na prvom mestu? Što je v tvojem življenju na prvom mestu? Koga postavljaš v ospredje? Stvari ali pa stvarnika? Stvari ali pa stvarnika. In te drugi nivo, na kterem Jezus odgovarja tome učitelji, je to, da si najprej usmerjeni na Boga, da si najprej osredotočeni na Boga, ti boš videl tudi tistega poleg sebe. Ti boš videl tudi tistega, kter je blizu tebe. Boš videl tistega, šterim mogoče ideš v Küper po istoj poti. Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. Dragi moji, to je osnova. To je ti trden temelj. To je to, ko Bog želi in ko Bog dava v moje, v tvoje življenje. To je to, ko bi moglo biti najvažnejše vsakome človeku. Ljubezen do Boga, dragi moji, ne sme biti samo nekša oddaljena fraza. Pa ga ljubim Boga. Pa včasih oče naš molim. Ne, dragi moji, Jezus pravi, no je v to vključeno celotno naše življenje, celotno naše bitje, vse je noj podvrženo tome, najprej naše srce, naša duša, naše misli, vse naše mišljenje. Psalmista v 119. psalmi tok piše, je tok zapisal, 34. vrstica, tok štejmo tom, daj mi razumnost, da bom čuval tvojo postavo in se je držal z vsem srcem. Dragi moji, to pravzaprav pomeni ljubiti Boga, postaviti ga na prvo mesto v svojem življenju. In dragi moji, da je to področje, kako to povem, urejeno, da je to področje na pravom mestu, da ti se štima, da ta vrsta odnosa je postavljena na prave temele, te tudi tiste drugi nivo, no ne da delo nekši problemov, no ne da delo težav. In ta druga stvar, štero je Jezus izpovedal, pravi, kaj je podobna, je istovetna tistoj prvoj. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. In zdaj vas lepo prosim, vas lepo prosim, ka malo poglednete kole sebe. Poglednete, ne samo naprej gledate, poglednete malo kole sebe, leko tu gor stanete, pa poglednete nazaj, na levo, na desno, ka malo vidite, što gej poleg vas. Malo bar poglednete po dvorane, na levo, na desno. Pogledne kole sebe in si zapomni tiste obraze, štere si videl. In zdaj bi te rad pital, koga si videl tu v dvorani? Što sedi poleg tebe? Što sedi pred tjov? Što sedi za tjov? Što je na levoj? Što je na desnoj? Što je to? Koga si videl? Dragoja, Lojčka,
Olgo, Eriko, mogoče Simona, Janeza, Roziko, 2 Roziki ste tu. Mogoče ste mene videli. Koga si videl? In te drugo vprašanje. Kakšen je tvoj odnos do vseh teh oseb, štere si tu videl? Kakšen je tvoj odnos do teh, štere si tu videl? Jezus je pravil, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ali je ta oseba blizu tebe resnično tu tvoj bližnji? Kakšen odnos imaš do svojega bližnjega? Jezus je v svojem odgovoru tistome učitelju bil zelo jasen. Zelo jasen je bil. Pital ga je, štera je prva zapoved in Jezus njim je zelo jasno odgovoril in jim pravi tako, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. In te nadaljuje in pravi tako, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Dragi moji, Jezus tu postavlja mojega bližnjega, tebe postavlja, v tom primeru postavlja na isti nivo, kot sem ga. Imaš ti sam sebe rad? Imaš ti sam sebe rad? To je vprašanje, dragi moji, za samo preverjanje. Pozneje bomo imeli spomin na Gospodovo zadnjo večerjo z učencami in tudi tam bomo po Božjoj besedi pozvani na to, da sami sebe presodimo, da sami preverimo svoje življenje. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Dragi prisoten, dragi poslušalec, to so zelo resne besede. Zelo resne besede. Ne moje, to je Božja beseda. In to so zelo resna vprašanja, na štere se moramo sami sebe. Ne davajte meni odgovora, dajte sami sebe odgovor iskreno pred Bogom. Moramo si dati iskreni odgovor. Zavolo toga, od toga je odvisna naša večnost. Jezus je to tu jasno povedal, v odgovore tome učitelje. Pravi tok, na teh 2 zapovedih stoji vsa postava in preroki. Torej, od toga, kako se na področju teh 2 odnosov, kako uspešno imaš urejene odnose do Boga in do bližnjega, takšno je tvoje krščansko življenje. Tako uspešno je tvoje krščansko življenje. Dragi moji, na podlagi toga odlomka lahko vidimo, kako je Biblija enostavna za razumevanje. Nika nekaj kompliciranega tu notr zapisanega. Ne, čista nika nekaj kompliciranega. Vse je jasno. Jasno, čista jasno. Je, kome to nejasno, ko smo tu prešteli? Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo, vsem mišljenjem in ljubi bližnjega svojega, kakor samega sebe. To je vse jasno. Mislim, dragi moji, kanon je resen. Vsem se jasno glede toga, ko Jezus tu pravi. In Jezus pravi tok, obnašaj se tok in pa obnašaj se tok. Amen, pika, to je to, nega več nikše debate. Še eno besedo bi ob konci dodal, štera denom mogoče še bolj razjasnila to, ko je Jezus odgovoril tome učitelje. Janez v svojem prvom listu piše tok. Tu je povezano s tem, ko je Jezus odgovoril
tisto me učitelje. Prvo Janezovo pismo, 4. poglavje, od 19. pa do 21. vrstice, pravi to Božja beseda. Zopet čista, jasna, enostavna, čisto enostavno za razumeti. Prvo Janezovo pismo 4, 19 do 21. Mi ljubimo, ker nas je On prvi vzljubil. Zato, to je osnova. Zato, ker smo spoznali, ker smo ljubljeni od njega. Najprve, torej Bog na prvom mestu. Mi ljubimo, ker nas je On prvi vzljubil. Dole pravi to, če kdo pravi, ljubim Boga, pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl. In od njega imamo to zapoved. Tisti, ki ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega brata. Amen. To je to. Znova čistak enostavno. In v uvode smo prešteli Jakobove besede in končujem tu z njime. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. Naj Gospod, dober Gospod, znate, on je dober, zelo, zelo dober. Zelo, zelo dober. Ja to leko iz svojega osebnega izkustva povem in tudi to mi je prej v pričevanje to pravo, kako je Gospod dober. In naj tej dober Gospod mene in sen nam pomaga, ka nemo živeli v samoprevare. Ka nemo živeli v samoprevari glede toga, ko nam pravi Božja beseda. Amen. Amen. Nebeški Oče, hvala je Tebi za Tvojo drago sveto besedo. Hvala je Tebi, kaj je ona tako jasna, kaj je tako enostavna. In Gospod Sveti, jaz te prosim za sebe osebno, za vsakoga prisotnoga, za vsakoga poslušalca, ka nam daš moči, ka ne samo ka razumemo, ne samo ka čujemo, pač pa tudi to besedo prenesemo v svoja življenja in tako živimo vsakodnevno in na vsakom področju. Nebeški Oče, prosim te, odpusti mene, da sem pozabil Tebe ljubiti, da sem pozabil mojega bližnjega ljubiti. Oprosti mi to in mi pomore, ka vsakom dnevi izpolnjavam Tvojo besedo. Blagoslovi moje brate, blagoslovi moje sestre, vsakoga prisotnoga in blagoslovi to besedo, naj bo delovna v naši življenji, ka bi napravila spremembe tam, kje je to potrebno. Hvala Ti, Bog Oče, Bog Sin, Bog Duh Sveti, za vse, ko Ti imaš še pripravljeno za nas. Amen. Amen.